Nove nalepke, novi šatori, novi sponzorji. Nova oprema, novi čevlji, nidani, vse je perfekt. Evo nas v Logatcu, prišli smo na prvo dirko DDK-ja Round 1. Tekmujemo v drugi diviziji, tako kot že veste. Letos je proga brutalno dolga, nakvačkana do Amela, tako da bo kar izziv tole zvozati. Avti so preštimani, tako kot sva rekla, nov livery. Evo, imamo tudi kapa plošče tamle, tako da se vidi dovoz te avte. Tako da malo smo naredili na promociji samega sebe, zdaj pa nič. Gremo na trening, pa se vidimo po prvi vožnji. In prvi del treninga je za nama, pol ure je šlo mimo. Andraž je imel zelo nesrečo. Ni bilo dobro, ni se nam išlo. Tamle so burnout cono malo povečali, kar je top. Jaz sem probal, tako kot je bilo rečeno, pejte ven, probite na novem asfaltu. Na asfaltu ne vem, a je bil, ne vem, antifriz lit ali neki olja, whatever. Zadnji desno. Pesek je bil, ne vem, neki zadnji desno, v glavnem. V momentu je avto zdrsnil, kot da bi na led zapeljal in smo naredili, kar smo naredili, parkirali v steno, tako da prvi trening sem spustil. Avto smo zdaj nekako poštravfali, da je približen naravno zadnje gume, kar bomo videli, kako se bo obnašal. Po moje avto ne bo tako vodljiv, kot bi mogel biti. Tako da, ne vem, probamo zdaj drug trening peljati. Evo, vidite, to je drift avto, pičko, materno. Pri mene so pa kar dober, moram reči, da je zdaj neki sprememb na avtu, malo več kesterja, se volan super hiter vrača. Zdaj smo pa že kar konkretno v poletju, tako da vročine se dvigujejo, grip se povečuje in bo treba kar malo se spraviti seb, da bomo na ta pravem hajpu, da bova dvignila to. Tako da zdaj naslednji trening narediva par tvirov med sabo, tako da ostanite v videu in se vidimo na stezi.
trening je za nami, zdaj bo kar nekaj pauze, zato ker bo divizija 1 imela kvalifikacije. Malo se bomo najedali, malo napili, malo ukrepčali, nabrali moči za kvalifikacije. Jaz sem imel ful problema, prvi trening, drugi trening katastrofa, tretji trening smo uspeli naštimati avto, tako da je to zdaj vozno. Naštimali smo ta prave gume, tako da top. Še enkrat hvala Zeknovi, ker brez Zeknove je pofel. Tako da ja, malo smo se razbijali, malo smo količke podirali, malo je bilo tako. Ampak okej, to je vse del športa, tako da imamo super ekipo za sabo, ki porihta vse, hvala njim. Tako da zdaj, tako kot je Aleš rekel, malo pauzice, sprostimo glavo, malo se umirimo. Pa naprej, na kvalifikacije. Testni krog. Ekipa, ki jo sestavljata Andraž Anzelc, Aleš Pogačar. Na stezi trenutno Andraž Anzelc. Včasih je govoril z mano po mikrofonu, pol sem mu rekel, da ne zna govoriti, ne gre raj voziti nazaj. V Bogumu je sestavil prvo avto divizije 1, potem ugradil V8 manga in ga spravil v divizijo 2. Sedaj pa vsakič, ko ga vidim, lepše vozi. Kljub karambolu na treningu včeraj je uspel sestaviti avto svojo ekipo. In drugi del 24-85 ekipe, Aleš Pogačar, Nissan Silvia z ameriškim LS3 V8, 600 konjskih moči atmosferskega izvora, Zeknova pneumatike. Drugi gumarski sponzor v diviziji 2. Enega ima še Erik Jankovič z Westlakeom. Vesel sem, da gumari prihajajo v drift, njih rabimo. Imamo briefing, zdaj bo Žvan vse povedal. Tukaj je kar blizu. Tukaj je stena čist, to je... Pa kakor si rekel... To je pol metra, če je, pa še ni, še manj, to je 40 centi. Tako da, evo, hodimo po conah, cona za divizijo 2, cona za divizijo 1, se pravi, mi moramo iti ven. Kaj je point? Zadnja leva guma mora iti v bistvu primarno čist po tej zunanji črti, se pravi, to je 10 pik, 8 pik, 5 pik, 3 pa 1 pika. Če se voziš po diagonali na ven, je polovica, če se voziš po diagonali na not, je polovica točk. Tako da cona je zelo dolga, v bistvu cel wing. Zdaj pa že malo zamujamo, tako da moram šibati, kaj bo Žvan jezen. Dan, imamo malo pauze, zdaj imajo nek spremljevalni program, cross, Lema, helikopteri. RC avtomobilčki, ne vem, folk se striže tamle dol, to je v glavnem šov težek,
tako da bravo na organizaciji, svaka čast. Drugi dan, treninge smo delali, kakor smo jih, načeloma kar ok. Malo smo se ljubili, malo se nismo, kakor je bilo, ampak avti so bomba. Tako da ne vem, odpeljali smo kar nekaj krogov, no. 4 treninge po 3 kroge, tako da mislim, da je bilo dovolj. Probali smo par twinov, nekaj sva midva med sabo vozila, to te valjda videli, tako da ne vem. Ja, Andraž se kar malo sprostil, kakor je včeraj kazal napeto, da ni neki ne bo. Najdu je v bistvu najboljšo točko, si najdu pol na 18-kah, ne? Ja, vsi imamo še en warm-up lap, to je ful dober, ker je vmes, ne vem, ene 3 ure lufta in malo zgubiš ta grip. Tako da jaz vozim proti Tortulu, Italijanu. Zdaj, kaj se bo zgodilo, bomo videli. Načeloma mislim, da če odpeljem perfect lead run, da tisti chase bomo probali skupaj spacati, pa je to. Lahko se pa zgodi karkoli, drift je zelo nepredvidljiv šport, tako da nikoli ne veš, lahko da v avto crkne, vse ne veš. Jaz imam pa Žana Ugrina. Žan Ugrin je sicer zelo hiter voznik, talentiran, je pa mogoče na trenutke malo nepredvidljiv, oziroma premalo sem z njim vozil, da bi lahko predvidel točno kaj bo, ampak se bo maksimalno potrudil. Vem, da je hiter, vem, da ima dobre gume, Zeknova, iste kaj jaz, tako da nima popuščanja. Gremo na polno, pa magaru delavnico na kleparijo. Tako da ja, se vidimo na twinih, top 16. In evo, zdaj smo v koloni, čakamo za top 16, to se pravi, naredi vsak en warm-up lap. Potem imamo po vsak 2 kroga, en lead run, en chase run. Jaz imam Ugrina, Žan Ugrin, tako kot sem že prej rekel. Upam, da nam rata, držite pesti in gremo. Ima žegano direktorja dirke, da lahko štarta tole bitko. Gremo, divizija 2, top 16. Našli bomo najboljšega danes skozi tele bitke. Andraž Anzelc, zelo hiter štart. Ne vem, ali je štartal prekmalo ali je Nikola malo zaspal. Stop v rondo, zdaj gledamo ta visoko linijo, morajo fantje loviti. Sledilec pa seveda slediti čim bližje. Stop v drugi rondo, Andraža Anzelca, Tortul, korekcija z ročno zavoro. Ravnanje Tortula, Andraž Anzelc neomajan, še zadnji ovinek, napaka Nikole Tortula, ravnanje. Definitivno boljša vožnja Andraža Anzelca. Sodnikom bom zdaj malo vtihnil, da se podebatirajo. Nikolaj Tortul bo imel sedaj šanso prisiliti Anzelca v napako. Tisto ravnanje tamle ne bo dobro gledano strani sodnikov. Tortul Drift School. Welcome to Italy, where Tortul team teaches you how to drift in Ford Mustangs. Same pohvale slišem za njegovo drift šolo, team buildingi. In gremo, Nikola Tortul, Andraž Anzelc. Bolj tesno sledenje Anzelca že od štarta. Nikoli nekaj rezerve si je pa le vzel, morda pričakuje napako, morda ve, da je Nikola počasnejši pri vstopu v rondo. Andraž Anzelc, previdno, pa vendar lepo se bliža Nikoli Tortulu. Nikola je falil clipping point pred drugim rondojem. Andraž, previdno sledenje, sedaj se bo probal približati sigurno. Tale je kilo ovinek speljan lepo, dajmo en aplauz za oba tekmovalca. Odprli smo divizijo 2. Lahka odločitev sodnikov pravijo v tej bitki zaradi napake Nikole. Gre naprej Andraž Anzelc. 24-85, ekipa sigurno vesela. Naslednja bitka, Žan Ugrin, Aleš Pogačar.
Andraž Anzelj zelo vesel, dajte biti veseli z njim, zaploskite mu. Zaslužen zmagovalec te bitke. Gre naprej v top 8. Aleš Pogačar ogreva svojo Silvijo. Svojega močnega amerikanskega motorja. Niti ne rabi sploh vrteti visoko, da ta Silvija kar lepo pleše tam v burnout boxu. Lepo je imeti full konjev, imaš dosti rezerve. Žano Green ima zdaj polovične konje Aleša Pogačarja, to kdo te vedeli. 300 konjev proizvaja Toyota Nuzi, cirka 600 NS3. Ampak Žano Green se ne da. Lep manjši izročna zavoro za vstop. Žano Green. Hitrost, kot. In linija, bravo Žano Green. Aleš Pogačar. Z nekaj rezerve, sedaj se mu lepo približuje v drugem delu proge. Žano Green udaril lepo tamle v tisti clipping point, snel odbijač, dvignil zadnjo havbo. Aleš Pogačar ne omaja na vrata Žano Greenu. Vrhunsko Aleš Pogačar in Žano Green, dame in gospodje. Zelo lepa bitka. Tole bo težko soditi. Tole bo težko soditi. Oba fanta vrhunska vožnja. Aleš Pogačar, jajca total v zadnjem ovinku, svaka čast. Na vrata Žano Greenu. Brez rezerve, tako se vozi. Žano Green, svaka čast, da je ostal neomajan po udarcu in snimanju zadnjega odbijača. Zdaj ima pa Aleš Pogačar šanso, da nam pokaže, koliko razlike v konjih je že na samem run-upu do prvega ovinka. Žano Green ne zgleda zaskrbljen slede. Uživa verjetno, vesel, da mu avto dela, da smo ga pravilno nastavili in da ni nobene škode na motorju. Bil je en zvok še teden pred dirko, glava je bila dol, tujek se je odstranil z cilindra, motor se je sestavil. Tako da razburljivo do zadnjega momenta fanti sestavljajo avtomobile. Mnogo je teh zgodb, za nekaj jih vem, za veliko verjetno ne. Štiriindvajset 85, Aleš Pogačar, Zek Nova pneumatike. Kaj ima Žano Green gor, ne vem. Morda Westlake, morda tudi on Zek Novo, morda kaj tretjega. Bomo zvedeli, kjera guma je boljša v tej bitki. Štarter je zamahnil, gremo v bitko. Aleš Pogačar, Žano Green. Žan sploh ne pusti nobenega lufta. Pogumno Žano Green na Aleša Pogačarja že pri vstopu v prvi rondo. Nekaj razlikov v konjih se seveda vidi. Aleš Pogačar s lepo linijo proti drugemu rondoju, predvsej bolje kot Žan v prvem krogu, vendar tudi on odbil stožec pred drugim rondojem. Žano Green ne popušča, tudi on zelo pogumno v zadnji ovinek. Probava Aleš vrniti za prejšnji krog. Dajmo en aplavz za oba tekmovalca, dame in gospodje. Zelo, zelo lepa bitka. In to je neverjetno, bravo, dobro smo pelali, svaka čast, jaz sem vse navdušen. Te JR gume so res nerealne, to je, avto gre tja, kar hočeš, samo moraš biti on point, ne smeš, čim se ustrašiš, te prime in je konc. Tako da upajmo, da vidimo, kaj bo. Da vidimo, kaj bo sodnik rekel. Še zmeraj diskusije o bitki Pogačar-Green. In ker se ne znajo sodniki zediniti, kdo je zmagovalec, imamo one more time, dame in gospodje. Pogačar-Green bitka se bo še enkrat odvila. Ali imasta oba tekmovalca dovolj gum na zadnjem paru koles? Žano Green, Aleš Pogačar. Prikazala sta čudovite vožnje, zmešala sodnike do te mere, da se niso mogli odločiti, kdo gre naprej, top 8.
Tako da ponavljamo vožnjo. Vsak od šoferjev enkrat vodi, torej cela bitka se ponavlja, ne samo ena vožnja. Fanta sta se povohala v prvi, tako da si zdaj že zaupata v drugi vožnji. Sean O'Green vodi tole bitko, Aleš Pogačar tokrat precej bolj agresivno. Rekel si je verjetno, zdaj pa jaz Seana naučil kozjih molitvic s precej močnejšim avtomobilom. Ampak Sean O'Green uspešno beži Alešu Pogačarju zaenkrat. Lepo odpeljan drugi rondon, Sean O'Green z levo nogo na zavori. In še zadnji Achillov ovinek, faljena cona obeh tekmovalcev, Sean O'Green meter stran od linije, ampak k sreč brez incidentov, brez vrtenj, brez izletov z steze, tako da lepa bitka. Sean O'Green, kot da ima več konjev pod pokrovom, lepo je bežal Alešu Pogačarju, ki bo imel zdaj šanso pokazati vse, kar zna v tej Silviji. Mater me parkirajo sodniki, skozi sem mu na poto, ne? Lahko štartamo, Aleš Pogačar, Sean O'Green, kje ste navijači? 24-85 ekipa in ekipa Seana O'Greena. Dajte spodbuditi svoje napade. Sean O'Green zelo agresivno na Aleša Pogačarja, manjko konj ga ne skrbi. Agresivno O'Green na Pogačarja, vendar pri temu sledenju kar nekaj drobnih napak. Aleš Pogačar z lepo linijo, še zadnji ovinek. Aleš Pogačar, zelo lepa linija tudi za O'Greena. Dajmo en aplavz za tole lepo ponovljeno vožnjo obeh tekmovalcev. Znova težko delo za sodnike. Koliko časa bojo pa zdaj rabili, da tole presodijo? Jaz se bom kar usedel. Glavnem, ne vem, izenačeno je ful. Spet bo to po moje nekaj časa trajalo. To, evo, gremo naprej. Bravo. Tokrat precej lažja odločitev za sodnike. Naprej gre Aleš Pogačar. Vse čestitke 24-85 ekipi. 8 bitka divizije 2, Lukas Dobijas, Andraž Anzelc. Gremo v tole bitko, držimo pesti, da Toyota ostane skupaj. Andraža mora biti siguren strah, da bo šlo kaj narobe na Lukasovem avtu. Lukas odbija količke na prvi coni. Andraž Anzelc se ga ni ustrašil. Malo krajša linija sicer, vendar tudi on z velikim deficitom. Lukas Dobijas tudi 600 konji, 700 iz te Corole. Andraž Anzelc dobrih 300, vendar ga to ni ustavil, močno je šel na Lukasa, storil rahlo napako. Sedaj bo tudi pokrajšal linijo, se probal približati Lukasu na koncu. Dajmo en aplavz za tole vožnjo. Lukas je zadihal, avto je zdržal en cel krog brez drame. Verjamem, da mu je odleglo. Andraž Anzelc ga moram pohvaliti, vrhunska vožnja proti tako močnemu nasprotniku. Zelo lepo sledenje, kjer je lahko par napak seveda, ampak ni se mogel rešiti z močjo. Tamle z rondoja ven, pač ne gre, če nimaš toliko moči, kolikor ima Lukas. Greš pač počasneje na pravilni liniji in nimaš kaj narediti. Gledaš v negotovosti, želel bi, da se približaš, pa ne gre. Pa tako prijel izkušnje. Gremo naprej, druga vožnja, da vidimo, kaj bo zdaj Andraž Anzelc zagodil Lukasu Dobijasu. Lukas je vzel kar nekaj rezerve, tudi Andraž malo jezen na količke. Precej lepša linija Andraža Anzelca zdaj kot v prvem krogu. Lukas ustrajno na vrata. Agresiven kot ponovadi. Multitaska za volanom ga vidim. Vleče ročno, bremza z levo. Daj gas, šalta, vrti volan. Ni da ni. Linija Andraža Anzelca zdaj kot v prvem krogu. Lukas ustrajno na vrata. Agresiven kot ponovadi. Multitaska za volanom ga vidim. Čudovita vožnja obeh tekmovalcev. Pa šele v začetku top 8 smo, kaj šele pride. Bolj gremo po lestvici gor, lepše vožnje nas čakajo ponovad. Daj izlučimo 1 od 2, od 3 od 4. Kdo bo najboljši danes? Prva derka sezone 2026 Driftars
slovenskega državnega drift prvenstva. Lukas Dobijas, Andraž Anzelc, 2485 in Tunes Capital ekipe v borbi. Lukasov avto mora biti zelo segret. Peter Broli, Aleš Pogačar, drugi del 24-85 ekipe. Ali bo on imel več uspeha kot njegov sotekmovalec Andraž Anzelc? Peter Broli vodi 700 konjev proti 600 konjem. Oba ameriška LS motorja, zelo enakovredna, kot vidimo. Tukaj moč ni težava pri nobenem tekmovalcu, linija in karambol. Aleš Pogačar prepogumno, vendar nadaljujemo. Samo poljub je bil, si misli Aleš, gremo dalje, Peter Broli, neomajan, proti Ahilovemu ovinku. Tokrat brez rame za oba tekmovalca, vendar Aleš se je poravnal v zadnji sekundi zadnjega ovinka. Čudovita vožnja, agresivni Aleš Pogačar, malo preagresiven na rondoju, poljubil je Petra Brolija. Ali bojo sodniki odšteli precej točk za to dejanje, ali bojo to šteli kot čudovit chase s potrditvijo direktno na vrata soprotnika. Bomo videli, kaj bojo kasneje presodili. Sedaj mora Aleš Pogačar odvoditi tole drugo tekmo, drugo bitko. Medtem ko Brolijevi preverjajo tim Svet Crno, Pogačar bo se grel svoje zeknova, semi slike. Predvidevam, da je Broli na Westlakih, nisem pa siguren, vidim, če kaj piše na kamionu. Ne zmorem prebrati. Vsekakor tudi Broli na semi sliksih, kajti teh 700 konjev v tej LS bitki je treba krotiti in natladati. American Muscle bitka, LS agregati, čez 1400 konjev z obeh motorjev. In gremo, Aleš Pogačar, Peter Broli. Kaj bo Pogačar zdaj storil v svojem vodilnem ranu, ali bo uspel reprezentati ekipo 24-85 s ponosom. Lepo vihti Silvijo skozi rondo, lepo poje ta LS agregata. In seveda značilni dim za Alešo. Petra Brolija ne ovira, sicer je zmanjšal kot tole, da gledam videl. Vrhunska linija Pogačarja skozi zadnji oviri. Dajmo en aplavz za oba tekmovalca. Tole je bila resna kadilska bitka. Bomo videli, kaj bo. Sodniki kar nekaj časa rabijo. Res je, da ne vem, ta kontakt, ki se je navedel z njim, vprašanje, kva bo. Lahko, da bo celo one more time. Še se gledajo posnetki, še se odloča o zmagovalcu tele bitke LS agregatov.
Kao, kaj pravi občinstvo? Ali je zmagal Peter Broli? Da vas slišim. Ni nekaj slišati. Komu se zdi, da je zmagal Aleš Pogačar? Občinstvo je na strani gospoda Pogačarja. Kaj pravijo sodniki? Pričakovano odločitev. One more time bomo gledali, dame in gospodje. Že na štartu, ta drug se je tudi že segrel. Gremo tole bitko ponoviti, ugotoviti doma jajca za zmago v LS bitki. Peter Broli, Aleš Pogačar. Dajmo navijati za fante, Peter Broli vodi tole ponovljeno bitko. Aleš Pogačar sedaj ve, kako Peter Broli vozi. Lahko bolj uspešno sledi kot prvič. Zelo agresivno sledenje. Agresivno tudi vodilni ran Petra. Tokrat brez karambola na rondoju, precej bolje v tej bitki. Aleš Pogačar na centimetre. Bravo Aleš, gremo. Ujemi Brolija do konca, še zadnji Achillov ovinek. In uspešno čez silo oba tekmovalca. Dajmo en aplavz, dame in gospodje. Obilica dima, Seknova pneumatik. Sodniki že komentirajo na polno, na glas, strastno. Nekaj jim ni bilo všeč. Mnogo komentarjev na ta ran. Bomo videli, kako se steče drugi ran, tele ponovitvene vožnje. Aleš Pogačar tokrat vodi Petra Brolija v bitko. Dajmo Aleš, vse od sebe, kje so navijači, da vas slišim. Aleš Pogačar, Peter Broli, tim Svet Crno proti tim 24-85. Aleš Pogačar zelo lepo, skoraj do stene v rondoju, lepa linija. Peter Broli mu sledi kot senca. Lepa tranzicija obeh tekmovalcev, vendar Broli malo bolj nazaj, kot je bil Pogačar v svojem sledilnem ranu. Še zadnji ovinek, Peter Broli potrl. Količke tamle, Aleš Pogačar, lepa linija. Dajmo en aplavz za tale ponovitven ran obeh tekmovalcev. Da vidimo, ali je LS bitka odločena. Zelo lepe vožnje obeh tekmovalcev. A imamo gume? Res ne bi bil sodnik. Zelo težko je tole oceniti, kdo ima prednost. Dobro, da imamo posnetke. Spet jih bojo 6-krat pogledali. Medtem, ko reditelji postavljajo nazaj tele stožce, ki fante očitno motijo, pa jih odbijajo na vsakem ranu sigurno eno odleti. Tako še enake, malo Monsterčka, pa malo Red Bulla, pa sam gremo. Imamo zmagovalca. Tim Svet Crno, Peter Broli. All black everything. Congratulations to Peter Broli for winning this battle. Aleš Pogačar, 24-85, več sreče prihodnič. Hvala za čudovite vožnje. Andraž, a si ti Dodiči? Andraž se še meni tukaj z Italijani, glede gum. V glavnem, dobro sem odpeljal, naštudirali smo avto, končno. Rabil sem skoraj več kot 1 let pa pol, da smo poštudirali, kaj je dobro, kaj ni dobro, kaj mi odgovarja, kaj mi ne odgovarja. Danes sem dal maksimalno od sebe, naredil sem ful velik. Prišel sem v top 8, kar je bilo to zdaj ful velik dosežek. Imel sem težek battle po One More Time z Žanom Ogrinom. Imel sem težek battle po One More Time s Petrom Brolijem. Čestitam ima obema, svaka čast. Peter Broli je šel naprej. Zdaj sicer ne vem, on gre za 3. ali 4. mesto, se ne vem ali v finalu. Tako da, to je to. Čakamo še Andraža, da vidimo, kaj bom povedal.